Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Po krajšem poletnem predahu smo spet nazaj, kar nas zelo veseli, upam, da tudi vas. No in čeprav smo že kar globoko zakorakali v drugo polovico avgusta, poletje še ni reklo čisto zadnje. Mnogi zdaj le še na dopustu, nekateri ga še celo načrtujete. Vsekakor pa med nami tudi nekaj takih, ki ste se letos mogoče na potovanje oziroma dopust prvič odpravili tudi svojim dojenčkom. Ja, kar poseben izziv, ampak vse se da, če se hoče, predvsem pa je zelo pomembna dobra organizacija, predpriprava in tudi poznavanje pravih izdelkov, ki nam lahko zelo olajšajo pot, torej tako nam kot staršem, kot tudi otrokom. Če še vedno mislite, da je to zgolj znanstvena fantastika, vam kmalu predstavim mojo današnjo gostjo, ki se je pred kratkim vrnila iz Tajske, kjer je potovala svojo družinico, tudi svojim leto in pol starim sinkom in je absolutno živ dokaz za to, da se z dobro organizacijo vse da. Lana Mikec, lepo pozdravljena v naši družbi. Lep pozdrav in hvala za povabilo, sem vesela, da sem danes v tvoji družbi. In enako, komaj že čakamo, da takole iz prve roke slišimo, mogoče res za koga, precej velik podvig, pot z malčkom na Tajsko, to se pravi kar nekaj ur vožnje oziroma leta, potem verjetno še kakšno menjavanje avionov vmes, potem mogoče še kakšna transport do samega cilja z avtom, skratka, prava odesijada, bi človek rekel, do Tajske, ampak ti praviš, da se da, a ne? Res je, moram reči, da je bila Tajska oziroma Bangkok, bom vnaprej povedala, zelo zanimiva in hkrati naporna izkušnja. Mi smo v bistvu šli dol do mojega partnerja, od sina očeta, ker je on bil dol delovno skoraj 4 mesece, tako da smo šli k njemu na obisk. In smo bili nekako pozicionirani samo v Bangkoku, nismo neki veliko okoli potovali, mogoče v sosednji Pattaya City za par dni. In ja, bilo je naporno, ampak, kot si že sama omenila, ker sem se dobro organizirala, se mi zdi, da je vse ful lažje steklo. Jaz verjamem, da boš ti danes pravzaprav svojo zgodbo opogumila tudi tiste, ki nas spremljajo preko aplikacije Moj DM, da boš pokazala, da se da. Seveda to pomeni, mogoče tudi nekaj dodatnega napora za starše, pa vendarle izkušnje, ki jih doživimo na kakšnem od takšnih potovanj, so nepozabne, spomini za vedno in verjamem, da je tudi tvoj sinko po potovanju bil dobro razpoložen in zadovoljen. Ja, jaz moram reči, da je bilo zanimivo in ker sem se organizirala dobro, recimo vedno, ko grem na kakšno tako potovanje, gledam, da imam 4 stvari poštimane. Da je moj sinček previt in da ima suho pleničko, da imam s sabo dovolj hrane, da je naspan, oziroma v tem primeru, ker smo potovali z letalom, oziroma takrat, ko gremo nekam na potovanje z letalom ali avtom, je v bistvu boljš, da je nenaspan, da mi spi, ne? Po možnosti zaspi. In da imam recimo s sabo kakšne igračke in knjigice za zamotati. V tem primeru, ker sem se pač dobro organizirala s hrano, zdi se mi, da če imaš hrano poštimano, je poštimano 90% težav vseh in je rešeno tega. S sabo sem si vzela recimo ovseno kašo, skuhala sem jo na mleko, dodala arašidovo maslo, imela sem s sabo celo rižoto zelenjavo. Bravo! Sem kar v tetrapake zapakirala, pa imela s sabo krekrčke, sadje, jabolko, banana, sadne kašice, mislim, ni da ni res. Mislim, koliko časa recimo pred samim potovanjem si pa že ti začela samim planiranjem tako okvirno? Ne bom rekla, da dolgo, ker nisem imela časa o tem razmišljati, tako da en dan prej sem se zorganizirala, skuhala, vse pripravila in to je bilo to. Glede na to, da si ti to že dala čez, me zanima, če imaš kakšen dober nasvet za vse starše, ki se pa mogoče prvič odpravljajo z dojenčkom na kakšno malce daljše pot. Ja, jaz bi rekla, da čim manj stresa najprej, to je prva stvar, ker pač čim bolj boste šli sproščeni v potovanje, bo rešenih veliko problemov, ker bolj, ko so starši pomerjeni, je tudi otroček pomerjen. Priporočam, da imate s sabo dovolj prigrizkov in pa seveda pomaga tudi recimo kakšne nove igračke, da otroček se veliko bolj zamoti s kakšno novo zadevo, ko je prvič vid, kakor nekaj, kar ima doma že skozi na razpolago. Ja. Tako.
Dobra ideja, vidiš. Ja, nisem pomislila, ampak ja, neka nova stvar ne bo zagotovo podaljšala ta čas zanimanja. A ne? Tudi jaz upam, da s pravkar povedanimi ugodnostmi majčkeno podaljšamo vaše gledanje oddaje DM Live. 50-kratne točke, danes namreč na vse predstavljene izdelke, to so zares lepe ugodnosti. Ne še majčkeno bolj specificiram, torej 50-kratne točke veljajo na vse to plenice, torej na vse velikosti, pa na celotno blagovno znamko Halo Hebame in vse okuse Nutrino Baby sadnih žepkov. No, prav do teh sadnih žepkov kmalu tudi prideva, ker vem, da so ti prihranili kar nekaj težav na samem popotovanju. Seveda pa naj vas še enkrat spomnim, zdaj se nekaj časa nismo gledali, da ne bi slučajno pozabili. V spodnji orodni vrstici se bodo ves čas prikazovali izdelkih, o katerih bova danes z Lano klepetali in so tudi njej res zelo pomagali na poti na Tajsko, tako da s klikom na izdelek tega enostavno pospravite v vašo nakupovalno košarico. Vsi popusti oziroma vse ugodnosti pa se vam bodo upoštevale, če boste predhodno aktivirali kupone. Se vas že čakajo v kupon centru, tako da lahko to pravzaprav že storite. Najbolje, da aktivirate kar vse kupone, ki so na voljo, da vam bodo torej pripadale res čisto vse ugodnosti. Poleg tega pa ja, do nedelje imate čas, da vse to tudi lepo izkoristite, ali bo to v poslovalnici, DM ali pa kar tukaj preko spleta, to se odločite sami, predvsem pa dobrodošli tudi v naši klepetalnici, ki je že odprta za vaše vprašanja, tudi mi dve z Lano na kakšnega odgovoriva in pa seveda uživajte v najini debati, ki bo danes usmerjena proti potovanjem, dojenčkom in temu, da čeprav se to mogoče za koga na prvo žogo sliši nemogoča kombinacija, se da. S pravimi izdelki, kar nekaj takih bomo predstavili tudi danes in kot sva že večkrat omenili, z dobro predpripravo in organizacijo. Zdaj mogoče že to, preden začneva s predstavitvijo izdelkov, a je bilo na Tajskem kaj takega, kar ti je pa res predstavljalo izziv s tvojim malčkom? Ja, jaz moram reči, da moj največji izziv je bilo najti ustrezno hrano mojemu malemu. Pri že tako izbirčnih oziroma zahtevnih brbončicah je bil to kar izziv, moram reči. Na Tajskem, oziroma Tajska je poznana po tem, da ima precej pikantno, precej začinjeno hrano in tudi vsa evropejska hrana, ki smo jo tam našli, nima niti približno takega okusa, kot naša hrana. Ja. Tako da s tem sem imela v bistvu največjo težavo. Ampak sem si vzela s sabo dost sadnih kašic za na pot, ki so me velikokrat reševale. Nutrino Baby kašice. Pred nama zdaj le pravzaprav okus jabolko, banana in piškotek, 180 gramov in tole je nekaj, kar si imela tudi pri sebi, če sem prav razumela, ne? Ja, res je. Imela sem dovolj veliko zalogo, vzela sem si veliko različnih okusov, imela sem pa tako do 20 teh pakiran vsaj, res, ker so me reševale na vsakem koraku, tako da to je en tak nepogrešljiv izdelek za vse mamice, vam priporočam. Ne samo na potovanjih, ampak da imate vedno pa roki. No. Res je pa tudi takšna primerna embalaža, ki gre res lahko z vami vsako torbico. Bodimo iskreni, tole je nekaj takega, kar lahko tudi starši, ker smo res zelo lačni, nekaj na hitro pojemo. Ne? Res je. Tako da v vsakem primeru izdelek, ki nam pride prav, kot si že omenila, ne samo na potovanjih, ampak pravzaprav kamorkoli se mogoče odpravljamo z našim malčkom, pa tudi, če je to zgolj v bližnji park, ker otroci pa res ne morejo biti lačni, ker imamo potem starši kar ogromno enih težav, boš verjetno potrdila, ne? Res je. Meni so recimo zelo prav prišle, ko smo bili v iskanju kakšne restauracije, ker takoj ni bila na voljo hrana in otročki, če so lačni, rabijo hrano, takoj zdaj. Ja. Ali pa recimo, če smo se predolgo zavlekli v parku, so tudi vedno prav prišle, tako da res so lifesaver. No, preden nadaljujeva še prvo vaše vprašanje, hvala lepa, danes ste pa pridni in zelo hitro ste začeli, me veseli. Očitno smo se vsi v tem mesecu mečkeno spočili, in smo zdaj polnih novih moči nazaj. Torej, eno od naših gledalk zanima, kako ste z dojenčkom poskrbeli glede časovne razlike in kako je bilo s spanjem? Ga je prizadela ta časovna razlika, ki je, torej nekje 6 ur, ne? Ja, 5 ur. 5 ur so tam naprej, kakor pri nas. Jaz moram reči, da neke časovne razlike ni bilo. Jaz sem vedno, ko smo tja prišli in je bil dan, sem držala ga po konci do časa, ko je bilo čas za spanje. Se pravi, je bil ful preveč utrujen in je šel spat ob uri, ko bi bil čas za spanje, recimo 8.
in potem smo se normalno ostali spet ob 8. Tako da jaz moram reči, da tega jet laga nismo precej izkusili, jaz sploh ne. Moram reči, da tudi z mojim otročkom nisem opazila kakšne take velike razlike. No? Odlično, kar spodbudna novica bi človek rekel, ne? Ja, sem, da se držiš, ko imaš enkrat neko vzpostavljeno rutino z otročkom, se mi zdi, da je tudi sopotovanje veliko lažje. In pa seveda lažje so tudi, če imamo pri sebi ta prave izdelke, med njimi tudi Nutrino Baby kašico. Midve sva že povedali, pred nama okus jabolko, banana in piškotek. Seveda te današnje ugodnosti veljajo na vse okuse, da ne bo kakšne pomote, vi izberite tistega, za katerega mislite, da bo najbolj odgovarjal vašemu malčku. Imate pri vas doma kakšen priljubljen okus te kašice? Pa niti ne. Jaz zmeraj, ko pridem, dajem pač kar vse na policah od teh Nutrino kašic zagrabam, pa da mu ponujam pač različno raznovrstne. Se mi zdi, da je tudi njemu boljš, da ima različne okuse. Tale okusek pa... Ja, seveda. Pa moram reči, tale s piškotkom je veliko bolj nasiten, kot recimo kašice, ki so samo na sadni osnovi. Tudi recimo po gostoti vidiš, ker je pač bolj gostejša tekstura, da je tudi bolj nasitna. Se pravi, da je otroček ni takoj lačen in je dlje časa sit, kar je tudi super. Veš kaj, zdaj si tako nahvalila tale okus, no, da ga bom jaz v imenu vseh vas, drage DM-ovke in DM-ovci, tudi kar preizkusila, a ne? Torej praviš, da je tam nekoliko bolj nasitna zaradi dodanega piškotka, ne? Je pa tudi glede sladkobe, nima dodanega sladkorja, ravno prav je sladek, tako da ga otroček z veseljem poje celega, no? No, pa tudi starši. Mislim, jaz lahko zdaj potrdim z prve roke, da je res odličnega okusa, tako da režijo upam, da bom lahko tole vzela danes tudi s seboj, ker bi z veseljem snedla kar celo vrečko. Mogoče še kakšna izpostavitev, zakaj so te kašice tako zelo priročne za na pot. Kaj bi rekla, Lana? Meni je fajn, ker ravno zato, ker si rekla, priročna, ker je v praktičnem pakiranju, se pravi, ne zavzame mi veliko prostora, ne rabi biti na hladnem in ne poliva se, recimo. Ja, super, ja. Takoj ga daš otročku in pač tudi kar v naročju daš. Pa fajn je tudi recimo za naletala, ko otročki recimo pri vzletu in pristanku je fajn za izenačiti pritisk v ušesih, da nekaj pijejo oziroma cucljajo gor, no. In tudi ta cucel, če se smem navezati, seveda prilagojen, tako da bodo otroci vedeli in znali, kaj storiti, s kašico. Ja, mislim, da lahko zaključiva, da so Nutrino kašice na poti zlata vredne. So. Se strinjam, ja. No, zagotovo ena od bolj pomenih stvari, kot sva že rekli, je to, da otrok na sami poti in tudi potem na potovanju, med potovanjem, ni lačen. Mi dve bova zato v nadaljevanju še ostali pri hrani. Zdaj le imamo pred sabo hipokombiotik, mleko, to se pravi, tukaj pred nama je nadomestek, a ne, mleka. Si ga ti mogoče kaj uporabljala? Kako je bilo pri vas s tem? Pri meni je bilo tako, da sem v bistvu dojila do pred kratkim in tudi takrat, ko sem recimo želela zmanjšati dnevne podoje, sem mu poskušala ponuditi mlečno formulo, ampak je žal moj sinček vse zavračal. Tako da jaz se ga nisem posluževala, je pa absolutno odlična izbira za vse mamice, ki iz kakršnega koli razloga ne dojijo, ker poleg vseh obveznih hranil vsebuje tudi mlečno-kislinske kulture in prehranske vlaknine. In je tudi edina mlečna formula na našem tržišču, ki vsebuje tudi aktivno obliko folata, imenovano metafulin. To se pravi formula, ki jo lahko dojenček takoj izkoristi, tudi nekaj, kar je zagotovo zelo pomembno, sploh ko smo na poti. 800-gramsko pakiranje vsebuje 2 posamični vrečki, no pa se mislim, da je najbolje, da kar pokaževa, kaj vse se skriva v tem paketu. Torej 2 posamični vrečki, priložena pa je tudi merica. Pakiranje pa ima tudi rob za odmerjanje mlečnega prahu, kar je še ena zagotovo zelo pomembna stvar. Takole 2 vrečki, kot lahko vidite, in potem še tale dozirna žlička, ki vam bo zagotovo pomagala, da boste lahko zmešali pravo količino formule, a ne? Torej, takole, No, mislim, absolutno tudi kakšen recept, še kot nadgradnja bi obstajal, da lahko mogoče otroku ponudimo še nekaj dodatnega, še nekaj bolj hranljivega, mogoče še bolj okusnega. Res je, s tole mlečno formulo lahko pripravimo razne žitne kašice, zelenjavne obroke, sadne obroke in tudi en hiter, recimo hitrejezen receptek.
V termovki imaš segreto vodo, zraven imaš seveda pripravljeno tole mlečno formulo, streseš noter, dodaš kakšno merico instant ovsene kašice oziroma ovsenih kosmičev, morda kakšno zdručkano banano ali pa naribano jabolko ali drugo sadje in je v bistvu na hitrico obrok pripravljen, ful hranilen, otroček je sit, ponavadi jim je okus zelo všeč in tudi nežno je za želodček. Sicer seveda na sami škatli zelo podrobno piše, kako se formula zmeša, na kaj morate biti pozorni, pa vendarle imaš mogoče še ti, Lana, kakšno opozorilo ali pa priporočilo, kako pravilno pripraviti to mlečno formulo? Jaz bi rekla, da se treba precej držati kar navodil priprave in biti seveda posebej pozorni, da vodo pred uporabo prekuhamo, še posebej otročkom do 6. meseca starosti, ali pa če uporabimo hip vodo, tiste v bistvu ni potrebno prekuhati. Pomembno je, da se absolutno držimo roka uporabe, če čez rok zavržemo, tudi kar ostane, mlečne formule zavržemo, in tudi, da se držimo higiene samega cuclja, stekleničk oziroma vsega pribora, karkoli uporabljamo za pripravo obroka. Odlično, torej to so pomembni poudarki. Še enkrat poudarjam, da imamo vse to seveda napisano tudi na sami embalaži, tako da tisti, ki boste uporabljali to mlečno formulo, absolutno še enkrat sami v miru preberite, ampak ko nekako to človeku pride v kri, je to res že en tak del rutine. Mogoče se zdaj sliši kar mala znanstvena fantastika, ampak potem se mi zdi, da mamice to zmešajo 1, 2, 3 in da sploh ne vejo, kako so to naredile, pa je vse tako, kot mora biti, Res je. Zdaj, midve sva nekako prišli do sklepa, da je otrok sit na potovanju in tukaj je že ena zelo velika kljukica, oziroma ti si mi prej rekla, da to je nekako koliko? 80%? 90% vsega. No pa vendarle, tudi v nadaljevanju en zelo, zelo pomemben poudarek, ker vemo, da ko je otrok sit, je še ena pomembna stvar, ki jo moramo zadostiti, tudi to, da se dobro počuti, da je na suhem, da torej se dobro počuti v svoji plenički, ki ni mokra, in mi bova zdaj le predstavili to plenice. Pred nama velikost midi, torej nekje med 6 in 10 kg, 36 kosov v tem pakiranju. Torej, to so res super pleničke, ki jih odlikujejo izvrstne lastnosti. So na voljo samo v DM-ovi spletni trgovini in so na nek način tudi novost, ki jo je to sama sedaj ponudila na tržišču. Ti vem, da si jih uporabljala oziroma jih še. Kako ste se obnesle? Meni so všeč, ker ne vsebujejo nobenega losjona, nobenega alkohola, nobenega parfuma, so brez lateksa, brez klora in v bistvu, če se ne motim, imajo tudi certifikat Oeko-Tex Standard 100, kar pomeni, da so testirane na prisotnost škodljivih snovi in meni nasploh pri pleničkah je pomembno, da so dermatološko testirane in absolutno, da so nežne za otrokovo kožico in predvsem podobne. Absolutno, to mislim, da je nekaj, kar je pomembno vsem staršem in zato hvala, ker si zdaj omenila, da to plenice zadoščajo torej vsem tem kriterijem. Tudi mimogrede imajo posebno tehnologijo Flash Dry. Kaj točno to pomeni, Lana? To pomeni v bistvu, da ko pride tekočina na pleničko, da se ta tekočina čisto takoj upije in tudi plenička na dotik ostane suha. Se pravi, da ta material zelo hitro absorbira vso tekočino in jo tudi drži stran od otročkove kože. To v bistvu pomaga otročku, da ni draženja, da ni v stiku z vlago in da mu je tudi udobno. Se pravi, na kakšnih potovanjih recimo je to sploh pomembno, ker recimo takrat, ko ga nimaš možnosti na hitrico previti. Tako. Koliko pleničk si imela sicer ti približno s sabo, ko si se odpravljala na pot? Jaz sem na letalo, mislim, absolutno si naredite dovolj veliko zalogo. Jaz sem si na letalo vzela med 5 pa 10 pleničk ziher. Raje več, kot premalo. Seveda. Priporočam pa recimo, da si na potovanja vzamete za 2 do 3 dni, zaloge pleničk za 2 do 3 dni, da ni tega hitenja potem takoj v trgovino, da ne bi slučajno zmanjkalo. Tako. Jaz osebno sem imela zaloge za 2 do 3 tedne, pa sem potem nadoknadila, ampak mislim, da 2 do 3 dni je dost, pa potem si naprej pogledate trgovine na vaši destinaciji, kjer prodajo pleničke.
ker ta organizacija tukaj je res pomembna, plenice so nekaj, a ne, brez česar res ne moremo, dokler jih pač otrok potrebuje in tudi nasplošno so za celotno njegovo psihofizično počutje pomembne in zato le zagotovite, da bodo imeli tiste, ki jim bodo tudi najbolj odgovarjale. Jaz sem medtem, ko si nam tole pripovedovala, tudi dala ven eno pleničko, da mogoče zdaj mečkeno lažje pokaževa. Povej mi, videla sem, da so zelo mehke, upojne. Kaj pa je tisto, kar recimo tebe najbolj prepriča, recimo tudi te zavihki, a ne, so zelo priročni. Zelo so mehke, lahke in raztegljive, kar pomeni, da ko ga damo tudi na otročka, da ostanejo fiksne na otročku, da oni, ki so veliko v gibanju, da pač plenička ne skače okoli, ampak ostane na mestu. To se mi zdi, da je ful pomembno tudi pri pleničkah. Indikator vlage imajo. Povej mi, kje to vidimo na plenički? Kje je ta indikator vlage? Indikator vlage, a veš, da nisem glih pozorna. Tukaj je verjetno, ja. Tako. In torej lahko samo pogledaš in enostavno veš, da je to potem da je plenička mokra, ne? Ne rabiš nič tipati ali pa odpirati pleničke, da pogledaš, kdaj je čas za zamenjati, sam vidiš na indikatorju in... To je to. Super, to se mi zdi, da je kar en tak napredek glede na to, kaj smo, recimo, kakšne pleničke smo mi imeli, to se mi zdi kar ena taka res zelo, zelo pomembna lastnost, ki jo sedaj te pleničke imajo, oziroma imajo, govorimo seveda o plenicah in pa še enkrat mogoče poudarek, mi dve imava tukaj plenice od 6 do 10 kg, ampak seveda naše ugodnosti veljajo na čisto vse, tudi različne velikosti pleničk, tako da kar pogumno. Pa še to, to sama je slovenska firma in vemo, da je lepo, da uporabljamo tudi domače produkte, tako da super, smo veseli, da tudi iz naših slovenskih logov prihajajo tako lepe tehnologije. Mogoče še to, kakšno priporočilo, to se pravi, pleničke si imela, si rekla, seboj za približno 3 tedne, sicer pa kaj, da si pogledamo, kaj točno prodajajo v tisti državi, kamor odhajamo in potem glede na te specifikacije pleničk, ki jih tam lahko dobimo, se nekako že vnaprej malo odločimo, po čem bomo posegli tam, v tisti državi. Dobro, to se mi zdi kar nekako spet zelo pomemben del predpriprav na samo popotovanje, ampak vemo pa tudi, da so te priprave na nek način lahko tudi že zelo prijetne in ne nazadnje tudi že najavljajo prihajajoči dopust, tako da se že začnemo veseliti tudi, ko smo že doma. V nadaljevanju bova predstavili še en izdelek, ki mislim, da ni nujen samo takrat, kadar se z otrokom oziroma dojenčkom odpravljamo na potovanje, ampak predvsem tudi takrat, ko ima kakršnokoli težavo s kožo naš dojenček oziroma mogoče že celo preduporaba za to, da ne bo imel težav s kožo. Govorimo namreč o kremi Halo Hebame, to je zaščitna otroška krema, multifunkcionalna, pravzaprav bi lahko rekli. Vem, da jo tudi ti dobro poznaš, zakaj je ta zaščitna krema tako zelo super izbira. Ja, super izbira je recimo za potovanja, ker je 3 v 1. Je otroška zaščitna kremica za obraz, za telo in za predel pleničk. Torej, v bistvu lahko s to kremo poskrbimo za eno to vsakodnevno nego, hkrati pa z njo rešujemo tudi določene kožne težave, če seveda do njih pride. Kremica je bojda zelo gosta, se lepo namaže, pa preverimo, če je temu res tako. Torej, zdaj sem jo malo iztisnila na roko. Že takoj vidimo, da gre res za zelo tako gostlijato strukturo, hkrati pa se tudi zelo lepo razmaže. In tudi opojnost, moram reči, da je kar dobra. Pa in tak, jaz bi rekla, poglej, Lana, kot en tak zaščitni sloj, da se ustvari na koži. Bi se strinjala? Strinjam. Ja, vonja seveda nima, ker niti ni priporočljivo, kadar govorimo o tisti najbolj nežni otroški koži. Je bilo mogoče na Tajskem, kjer si bila in vemo, da je tudi veliko vlage, še večji izziv skrbeti za sinčkovo kožo. Kaj bi rekla? Ja, res je, ta izpostavljenost vlagi in recimo v poletnem času tudi soncu zna na koži biti agresiven do kože in se na kožici znajo pojaviti kakšni izpuščaji ali pa srbečica. Jaz sem mojemu sinčku potem po vsakem umivanju zjutraj namazala zaščitno kremico na predel obrazka, telesa in pleničk in se mi zdi, da je bila koža potem lepo zavarovana za dlje časa proti kakršnim koli vplivom soncu, vetru, vlagi. Tako.
No, zdaj tisti otroci, ki pa recimo še vedno nosijo pleničke, pa vemo, da se lahko zelo pogosto zgodi tudi kakšen plenični izpuščaj, sploh v teh poletnih dneh, še toliko hitreje. In tudi v teh primerih seveda krema Halo Hebame, zaščitna otroška krema, pomaga in zelo neprijetna situacija, pa vendarle je dobro, da vemo, kako postopati, če slučajno pride do tega. Včasih tudi, če naredimo vse možno, še vedno pride do takšne situacije, pa je dobro, da ima človek tole ves čas pri roki, ker kot ste slišali, tale krema odlično pomaga, torej tudi pri ostalih stvareh, ne nazadnje že pri samo neki tej dnevni negi otroške kože, kaj ne? Res je. Rada bi še dodala za tole kremico. Meni je bila ful všeč, ker nima nobenega alkohola, nima parafina oziroma mineralnega olja, nima parabenov, je brez vonja, tako kot si ti že prej opazila. Je dodana z mandljevim oljem in pa je veganska. Tako da meni je pri takih zadevah zelo pomembno, da je izdelek kakršenkoli nežen na otroka oziroma na njihovo tako občutljivo kožico. Pa če se mogoče samo še vrnemo v situacijo, prej sem že omenila, poleti se pa vendarle kljub izdatni negi lahko zgodi kakšna neprijetnost na otroški koži. Si že imela mogoče kadarkoli, mogoče celo v Sloveniji, kdaj kakšen primer in kako si ga reševala? Sem imela tak primer, sploh recimo poleti je kakšna srbečica oziroma kožni izpuščaj velikrat neizogljiv. Takrat jaz mojega sinčka fino umijam, vse predele in v bistvu pustim kožo kar na zraku, da se posuši. V bistvu v takih primerih se reši veliko problemov in je bilo že takoj boljše. Zadnji izdelek danes pa tudi zelo nepogrešljiv, pa bom spet rekla, ne samo na potovanjih še posebej, ampak tudi, ko se gre z otrokom na kakšen celodneven izlet, ko se gre v park za mogoče dlje kot samo 1 uro, skratka takrat, ko imamo s seboj izdelke, stvari, ki je dobro, da ostanejo na hladnem. Ulala, hladilni nahrbtnik je zdajle že pred nama in mogoče, Lana, prva stvar, ki ti pade na pamet, ko ga pogledaš, kaj ti je tako zelo všeč na njem? Meni, ker sem ga že preizkusila, moram povedati, da je zelo priročen in tudi recimo, kar se dizajna tiče, je zelo univerzalen, kar pomeni, da ga lahko tudi očki nosijo. Tako da ne bo slučajno kakšnega izgovora, da je tole izdelek samo namenjen ženskim in otrokom, oziroma mislim otrokom predvsem zaradi uporabnosti tistega, kar je v nahrbtniku. Res je, dobro si rekla, zelo unisex nahrbtnik, tudi zelo uporaben, že takole na prvi pogled vidimo dva stranska žepka, torej za mogoče kakšno pijačo, ki je dobro, da je ves čas pri roki. Potem pa imamo tukaj najprej en manjši žepek, tako, tukaj je en manjši sprednji žepek in pa seveda potem še ta večji, kjer gredo pa potem stvari, ki je dobro, da ostanejo hladne. Evo, takole, tudi prav posebna tkanina oziroma poseben material v notranjosti, da torej res lahko stvari, ki so v nahrbtniku, ostanejo hladne. In se mi zdi, da tukaj notri spraviš ogromno stvari. Kakšne so tvoje izkušnje? Ogromno. Meni je tale nahrbtnik všeč, že tako, ko si ga omenila, ker je hladilni nahrbtnik, ni samo hladilna torba in ima ergonomske naravnice tudi, kar pomeni, da je tudi udoben za nošenje. Jaz ga dam gor, v eni roki imam otročka, z drugo roko lahko druge stvari delam, tako da že iz tega vidika mi je zelo priročen. Dosti je prostoren, všeč mi je, ker je noter lepo izoliran in hrana ostane tudi dlje časa hladna. Tako, ko si že omenila stranske in sprednji predalček, na stransko dam recimo kakšne flaše ali pa termosko, spredaj za kakšne robčke, krožnike, vilčke, tudi prtičke, da je vse v bistvu ločeno stran od hrane, tudi kakšni odpadki recimo grejo tam noter, da mešam tega skupaj. Tako da meni je super tak lep funkcionalen nahrbtnik. Kako dolgo pa bi recimo rekla približno, da ostane vsebina tega hladilnega nahrbtnika tudi zares hladna? Jaz bi rekla, da kar dolgo, v bistvu en trikac, ki bi ga podelila lahko. Jaz predhodno, recimo en dan prej dam zamrzniti tele gelčke, ko pridejo, hladilne gele. Dam v nahrbtnik in potem hrana še toliko dlje ostane hladna. Vmes, ne vem, lahko malo prestaviš tele gelčke ali pa jih zamenjaš za druge in
se seveda čas še podaljša. Odlično. Mislim, to se mi pa res zdi ena taka must-have stvar, ki jo človek, ki z dojenčkom oziroma otrokom veliko potuje, potrebuje. In tole tudi izdelek, ki vam bo prihranil. Bom rekla, ne, mogoče številne nakupe na samem letališču, ker tukaj notri pa dejansko, lahko stvari lepo zložiš, ostanejo hladne in imaš občutek, da vse, kar rabiš, vsaj za to med potovalno izkušnjo za otroka imaš pri sebi. Tudi zraven jo imaš lahko na letalu kot ročno prtljago. Tako? Zelo prav. No, vidiš, se mi zdi, da zdajle nam je že vsem, tudi tistim, ki so mogoče na začetku te oddaje pomislili, kako pa z dojenčkom, majhnim otrokom greš na Tajsko. No, mislim, da zdaj mi je že nekoliko bolj jasno, oziroma, da smo si mogoče dovolili vsaj pomisliti v to smer, Še vedno pa verjamem, da gre tukaj tudi za ogromno enega prilagajanja in energije, ki jo pač starši vložijo v takšen način potovanja, pa vendarle se splača, kaj ne? Se splača, Tako. res je. Nepozabni spomini ostanejo. Vi ste jih že kar nekaj nanizali do njegovega 1,5 leta in verjamem, da jih boste tudi še v prihodnje. Lana, hvala za to. Hvala vam za povabilo. Vedno z veseljem in hvala, ker si na svojo zgodbo danes malo opogumila in predvsem pokazala, da se da, kot smo že rekli, z dobro predpripravo, organizacijo in seveda odličnimi izdelki, ki jih najdete v DM-u. Nekaj od njih smo jih danes tudi predstavili in ne pozabite, seveda še vedno veljajo 50-kratne točke, od danes pa do nedelje na vse predstavljene izdelke, na vse toplenice, na celotno blagovno znamko Halo Hebame in vse okuse Nutrino Baby sadnih žepkov. Hvala tebi še enkrat, Lana, in te bom kar že povabila, da si z nami tudi v naslednji oddaji DM Live, ki se bo zgodila 2. septembra. Takrat sicer s popolnoma drugačno temo. Pogovarjali se bomo namreč z mojstrico ličenja Tino Fabijan. Govorili bomo o lepotnih trendih za ustnice, tako da luštna ženska tema, ki dobrodošla, da ji prisluhneš tudi ti. Hvala lepa. In pa seveda tudi vi. Do takrat vam pa zaželim vse dobro, ne pozabite aktivirati kuponov in srečno.